Najprej bi želela povedati, da sem resnično vesela, da je letošnje srečanje prevozniških podjetij in njihovih družin ravno tukaj v naši Slovenski Bistrici. Namreč, tako kot marsikje po Sloveniji, tudi tukaj v Slovenski Bistrici je prevozništvo pomembna gospodarska panoga in od tega živi kar nekaj bistriških družin. Če smem tukaj omeniti današnjega gostitelja, gospoda Danijela Fijavža in njegovo podjetje, ki že več kot 40 let deluje v mednarodnem transportu in ima danes več kot 100 zaposlenih. Sicer pa imamo danes v Sloveniji približno okrog 8000 podjetij, ki se ukvarjajo z transportom in zaposluje več kot 35 000 ljudi. In kako pomembna je ta panoga za razvoj in obstoj slovenskega gospodarstva, se nenazadnje kaže tudi danes tukaj ob resnično lepi udeležbi tega srečanja. In tega pa bi se morali zavedati predvsem tisti, ki določajo pogoje poslovanja slovenskim prevoznikom, namreč da bi se pričele reševati težave, na katere že več kot dolgo časa opozarjajo naši slovenski prevozniki. Govorim tukaj o ustanavljanju slamnatih podjetij, ki predstavljajo nelojalno konkurenco, o dolgih čakalnih vrstah na mejnih prehodih, pa tudi o razni birokraciji, ki potem ne more oziroma onemogoča njihovo vsakodnevno poslovanje. Tako da resnično upam, da bo slovenska vlada znala prisluhniti tem problemom, predvsem pa poiskati rešitve in sprejeti tiste ukrepe, da se bodo te težave slovenskih prevoznikov, na katere že dlje časa opozarjajo, tudi rešile. Izjemno sem vesel, da sem danes tukaj med družinami prevoznikov in podjetij prevoznikov v Slovenski Bistrici, kjer je mnogo za videti, veliko imajo za pokazati te družine, ki se še kako trudijo, da upravljajo dejavnost transporta, blaga in pa prevoza ljudi, kar je zelo bistveno za našo državo kot za celotni svet. Vemo in tudi sam se zavedam in v naši stranki, Slovenski demokratski stranki, se zavedamo, da imajo prevozniki mnogo težav. In tudi vemo, da jim država premalo prisluhne. Predvsem vemo, da non-stop poudarjajo težave okrog nelojalne konkurence, odpiranja slamnatih podjetij pri nas, se pravi podjetij, predvsem lastnikov iz bivših držav Jugoslavije, in ta podjetja potem upravljajo nelojalno konkurenco in pa niti niso deležna takšnih nadzorov kot naši podjetniki in naše prevozniške družine. Vemo, da je tudi gorivo močno predrago, kar jim povzroča veliko težav in gorivo točijo zunaj, kar je slabo za našo državo. Vemo tudi, da se na lokalnih cestah omejuje tovorni promet, kjer se le da. Ni dostopnih poti za avtobuse, kamor bi lahko prepeljali potnike. Potem jim država ne prisluhne, ne priskoči na pomoč pri gradnjah logističnih centrov in skladišč, ki vemo, da je bistvena infrastruktura za upravljanje te dejavnosti. Lahko bi jim tukaj priskočila na pomoč, pa tudi kaj subvencionirala. Potem niso dovoljšne subvencije pri nakupu novih ekoloških tako tovornjakov kot avtobusov in pa še mnogo drugih stvari. In jaz računam, da bo država le našla posluh, tako izvršilna kot zakonodajna oblast, in bomo seveda prevoznikom priskočili na pomoč, da bodo opravljali to zelo pomembno dejavnost, s katero se sreča prav vsak državljan. In vemo tudi, da če ne bo prevoza javnega močnega, kar zelo radi poudarjamo, predvsem iz vidika ekoloških potreb, sprememb in tako naprej, in pa če ne bomo pomagali, da bojo tovornjaki cenejši, pa gorivo cenejše, pa cestnine cenejše, pa da ne bomo uredili infrastrukture tako, kot je potrebno, ker jo potem te prevozniki uporabljajo, potem seveda za njih ni nič dobrega, ne bo dobre prihodnosti. In upam, da bomo šli po pravi poti v njihovo korist. Zahvaljujem se za današnjo vabilo tukaj na dan slovenskih avtoprevoznikov, lahko rekel dan slovenskega avtoprevozništva in torej predvsem dan slovenskih avtoprevozniških družin. Zakaj je pomembno slovensko avtoprevozništvo, ki še vedno lahko rekel
da uporablja samo besedo avtoprevozništvo, ker ta dejavnost je nekako odšla v moderno logistiko, lahko rečemo tudi logistiko just in time druge generacije. Gre za pomembno dejavnost, ki pomembno vpliva na razvoj industrije 4.0 v Evropi in pri nas. Slovenska logistika doživlja, lahko rekel, nov preporod in slovenske prevozniške družine, lahko rekel, so pomemben dejavnik v tem logistični dejavnosti. Verjamem in upam, da jim bomo na tej poti pomagali. Slovenska demokratska stranka je v prejšnjem mandatu sklicala sejo, na katerem smo pomagali slovenski prevozniki, ki so imeli izrazite velike probleme v prevozi skozi sosednjo Republiko Avstrijo in zaradi naše seje so nekako doživeli sosednja Avstrija tudi opomine Evropske komisije. Na takšen način vidim, da politika se zaveda pomena slovenske logistike, katero sestavljajo v veliki meri ravno slovenske prevozniške družine. Slovenskim prevozniškim družinam, slovenskim avtoprevoznikom pa ob tem tretjem srečanju želim vse dobro, varno vožnjo in obilo uspeha v prihodnjih letih.